slavnostno obeležili obletnico univerze. Na pokušino kar s helikopterjem. Zakopali časovno kapsulo. Lepo pozdravljeni. Univerza v Novem mestu in njene članice so z današnjo slavnostno akademijo počastile pomembne prelomnice. Prvo obletnico delovanja univerze, 10. obletnico delovanja Fakultete za zdravstvene vede in 20-letnico Fakultete za ekonomijo in informatiko. Dogodka so se udeležili tudi vidni predstavniki izobraževalnih in znanstvenih ustanov ter gospodarstva, za kulturni del pa so poskrbeli umetniki Mariborske opere. Rektor Univerze v Novem mestu Marjan Blažič je v nagovoru spomnil, kako so pred 20 leti akreditacijo programa Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novomeščani doživljali kot skupen uspeh. Ob tem verjame, da danes tako doživljajo obletnico in delovanje novoustanovljene univerze, ki s 4 fakultetami uresničuje vizijo postati regionalno zasidrana in mednarodno priznana univerza. Razvoj ne bo tako hiter v naslednjih 10 letih, kot je bil v predhodnih 25 letih. V vsakem primeru pa je naša prva naloga, da v prvi vrsti razvijemo nove programe, ki bodo ustrezali gospodarstvu. Tako rektor kot njegova žena sta akademijo doživljala izredno čustveno. 20-letno obdobje enega trdega dela je pravzaprav za vsakega človeka pogled vase in osmisliš, ali je bilo vredno ali ni bilo vredno. Da je bil ves trud poplačan, so potrdili številni govorci. Univerza v Novem mestu je vsekakor taka, ki je z združitvijo marsikaj pridobila, hkrati je pa seveda to univerza, ki je dobro povezana v lokalno okolje z gospodarstvom. Za razvoj visokega šolstva v Novem mestu je v veliki meri zaslužna tudi regijska gospodarska zbornica, ki bo univerzo podpirala še naprej. Zbornica pričakuje, da bodo študijski programi na fakultetah in visokih šolah atraktivni tako za študente, kot za podjetja, ki bodo tako lahko zaposlila kadre z visoko kakovostjo znanja. Na akademiji so podelili priznanja nekdanjim dekanom ter več ustanovam in posameznikom za njihov prispevek k celovitemu razvoju univerze. Rektorja Marjana Blažiča pa so počastili z nazivom častni doktor za izjemne dosežke na znanstveno-raziskovalnem področju ter pri razvoju in delovanju univerze. Za sproščeno vzdušje na prireditvi so poskrbeli umetniki iz Mariborske opere. Dolenjski poslovnež Ivan Kralj se je pred časom odločil, da se v okviru svojega podjetja Atar, ki v sodelovanju s šentjernejskim aeroklubom Ikar že upravlja letališče Bovec, loti ureditve letališča Prilozje. Projekt je v polnem teku in ko bo zaključen, bo to za Belo krajino velika razvojno-turistična priložnost. Spomnimo, novembra lani je dolenjski poslovnež Ivan Kralj z občino Metlika in aeroklubom Bela krajina podpisal dogovor o sodelovanju pri razvoju športno-turističnega vzletišča Prilozje. Pol leta pozneje smo bili v Prilozju priča prvemu prevozu gostov s helikopterjem k znanemu belokranjskemu vinarju Jožefu Prusu. To je bil za večkratnega prejemnika najbolj prestižnih, tako domačih kot svetovnih vinskih priznanj, zgodovinski dogodek. To se je zgodilo prvemu vinarju v Sloveniji, da je prišel helikopter z gosti v našo klet. Imajo pa srečo, da je nad kletjo primerno zemljišče za pristanek helikopterja, še doda. V letošnjem letu mineva 500 let od smrti legendarnega genialca Leonarda da Vincija. Po njegovih skicah in načrtih še danes letijo tudi sodobni helikopterji, tudi ta, kot je tukaj za menoj. Na letališču v Prilozju imajo velike razvojne načrte, saj želijo podaljšati vzletno pristajalno stezo in jo ustrezno urediti. V tem trenutku je letališče dolgo 550 metrov, samo vzletišče, tako da je za večje letala prekratko. Ravno tu je tudi ideja, da se preko podjetja Atar z investicijami letališče podaljša na stezo vsaj dolgo 950 metrov skupaj z asfaltom, tako da bi lahko prihajali tudi večja poslovna letala. V nadaljevanju pa nadgraditi tudi še vso pripadajočo letališko infrastrukturo.
Predvidevamo tako nekje v 2 do 3 letih, da bi tukaj bila že infrastruktura postavljena, se pravi nov hangar, letališka zdeza, asfaltirana in gostinski objekti, ki pač sodijo zraven. S tem pa bodo izpolnjeni pogoji za obisk Bele krajine tudi za tiste goste, ki si želijo drugačna doživetja in so zanje pripravljeni tudi plačati. Pri osnovni šoli Leskovec je obnovljena atletska steza po kriterijih za šolske steze. 2/3 denarja za skoraj 150 tisoč evrov vredno naložbo sta šli iz občinskega proračuna, 43 tisočakov pa je prispevalo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Za 600 učencev matične šole in še 60 podružnične so vzpostavili visok športni standard, saj ima ta šola tudi bazen. Nova 200-metrska tartanska steza, prav tako so urejeni metališče za kroglo, prostor za skok v daljino in 100 metrov steze za šprint, kar kličejo po šolskih tekmovanjih. Naši učenci so zelo športno usmerjeni tudi v privatnem življenju oziroma v popoldanskem času. Veliko jih trenira po klubih, seveda pa tudi potem mi na raznih športnih tekmovanjih dosegamo zelo dobre rezultate. Te nove infrastrukture ne zaklepajo pred občani, saj je dostopna z dvorišča pri šolskem vhodu, je povedal Zlatič. Rekreativci so tukaj vabljeni, seveda ob vsem upoštevanju nekih pravil, primernega obnašanja, odnosa do okolja in tako naprej. V teh okvirih je vsak dobrodošel. Občina dobro desetletje pospešeno vlaga v šolstvo in otroško varstvo. Vsako leto se kakšen objekt obnovi ali na novo zgradi, je povedal podžupan Silvo Krošelj. V letošnjem letu pričnemo z izgradnjo prizidka v šoli Koprivnica. Potem imamo objekt na Zdolah, ki prav tako sta 2 oddelka za vrtec, tako da delamo na tem, ampak nekako so nas presenetile višine ponudb. V načrtu je bila tudi gradnja vrtca na Senovem, a je začetek del v letošnjem letu vprašljiv zaradi občutno višjih cen v izvajalskih ponudbah od načrtovane vrednosti te naložbe, je povedal podžupan. Tovarištvo, domoljubje in solidarnost so vrednote, ki jih ohranjajo v Trebanjskem borčevskem združenju. V ospredju pa so bile tudi na slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve Trebnjega. Glavna naloga osvoboditve Trebnjega je bila maja 1944 zaupana Cankarjevi brigadi, ki je pri tem utrpela kar nekaj žrtev. Pomembno je, da je leta 1944 pregnan iz Trebnjega domači sovražnik in še pomembnejše, da Trebnje je prvo mesto, ki je bilo v Temeniški dolini osvobojeno. V spomin na takratne dogodke so v spominskem parku pripravili slovesnost s polaganjem vencev pri spomeniku padlim v narodno-osvobodilni borbi. Dejstvo je, da se je slovenski narod med drugo svetovno vojno sam postavil na svoje noge in dejansko sam priboril svobodo. In tega se moramo zavedati, da nam mir in svoboda ne smeta biti samoumevna in da so bile potrebne mnoge žrtve za to, da imamo danes takšne razmere, v katerih lahko živimo, da imamo svojo državo. Narodno-osvobodilna borba je bila po mnenju borčevske organizacije in tudi po mojem mnenju osnova za osamosvojitev Slovenije. Žalostno je, da se v programih osnovnih šol to ne uči se jih tudi o zgodovini leta 1991. Na slovesnosti so se spomnili tudi prejšnji teden umrlega Bogdana Usolnika, častnega občana Trebnjega, Novega mesta in Kočevja. Bil je pomemben in tvoren člen Osvobodilne fronte slovenskega naroda, član vrhovnega plenuma in pa tudi delovni predsednik zbora odposlancev na Kočevskem zboru leta 1943, po vojni aktiven publicist in diplomat, tudi ustavni sodnik. Kot dodaja, bo pokopan z vojaškimi častmi. V Narodni galeriji je Slovensko muzejsko društvo podelilo Valvazorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2018. Kar nekaj priznanj je šlo v roke muzejskim sodelavcem in posameznikom iz jugovzhodne Slovenije. Valvazorjev nagelj je prejela 7-članska avtorska skupina za razstavo Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki, Moje plošče so moje knjige. V Mirni peči so namreč lani odprli muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, s čimer ta postaja osrednja kulturna in turistična točka v kraju. Jaz sem zelo vesela, da je bila ta razstava opažena v slovenskem merilu.
kot pač presežek med razstavami v slovenskih muzejih. Mislim, da za občino to zelo veliko priznanje, kajti ta Valvazorjev nagelj se ne podeljuje vsako leto, ima neko posebno noto mora imeti. To je za družino Slake to nek velikega pomena. No. Mi smo danes res srečni. Podelili so tudi več častnih priznanj. Med drugim ga je prejel Nikolaj Levičnik, ki je leta 2016 mestni občini Novo mesto podaril hišo na Glavnem trgu, leta 2018 pa Dolenjskemu muzeju Novo mesto 334 predmetov, predvsem meščansko stanovanjsko opremo. Kar se tiče zaslug za pridobivanje tega visokega priznanja, se predvsem moram spomniti mojih prednikov, ki so znali čuvati in shraniti tudi take predmete, ki niso bili več v vsakdanji rabi. Med 3 dobitniki Valvazorjeve nagrade za enkratne dosežke je bila med drugim 7-članska avtorska skupina za razstavo Obrazi ekspresionizma odtisi duha Kostanjeviške galerije Božidarja Jakca. Šlo je res za velik projekt, na katerega smo se pri nas pripravljali kar nekaj let in ga sedaj pravzaprav nadgrajujemo tudi tako, da ga bomo 15. junija odprli v galeriji Gask v Kutni Hori na Češkem. Valvazorjevo nagrado za življenjsko delo pa je komisija letos podelila Metki Fujs, kustosinji zgodovinarki, muzejski svetnici in dolgoletni direktorici Pomurskega muzeja. Dolenjski knjižni sejem ima med vsemi knjižnimi sejmi v Sloveniji najdaljšo neprekinjeno tradicijo. V prostorih galerije Krka bo odprt do petka, na ogled pa je celotna knjižna bera, ki je izšla v Sloveniji v zadnjem letu. Sejem sta odprla pisatelj Tadej Golob ter pisatelj, pesnik, scenarist in dramatik Feri Lajnšček. Pogovor pa je tekel o literaturi in ekranizaciji knjižnih predlog. Ja, zanimivo, predvsem zdaj je to že, mislim, da je 6 filmov posnetih po mojih romanih, tako da sem že zelo uglašen. Seveda je pa res, ne? Literarni jezik in filmski jezik se zelo razlikujeta, to je treba upoštevati. Dolenjski knjižni sejem je odlično zapisan tudi pri kulturnikih, saj vedno privabi nekatera največja domača imena. Ta sejem je simpatičen, mislim, da sem drugič tu kot gost tudi. In čim več bi bilo takih sejmov, več bi verjetno ljudi brali in tudi kupovali. Ne? Sejem prirejajo Kulturno-umetniško društvo Krka, Knjižnica Mirna Jarca in Novomeška mladinska knjiga. Naši sodelavci, ki so leta 1978 začeli prvi sejem, so izpostavili pomen knjige, pomen znanja in zdi se mi, da so to reči, ki štejejo še danes. Mi morda v nekoliko drugačni obliki ohranjamo pravzaprav identične reči. Mi skušamo zajeti v bistvu na knjižnem sejmu produkcijo v enem letu, v zadnjem obdobju. Te knjige želimo predstaviti v bistvu Dolencem, da res preberajo oziroma pregledajo zadnjo ponudbo. Poudarek letošnjega sejma, ki je namenjen vsem generacijam ljubiteljev pisane besede, sta branje in znanje. Letos, kot je znano, mineva 200 let od rojstva škocjanskega rojaka Ignacija Knobleharja. V tem času se je življenje v občini, Sloveniji, Evropi, svetu kot celoti povsem spremenilo. Kakšna bosta okolje in družba v prihodnosti, je seveda težko napovedovati, a v Škocjanu bodo zanamci čez 200 let lahko začutili današnji utrip. Le časovno kapsulo pri tamkajšnji osnovni šoli bodo morali izkopati. Zanimiva zamisel o zakopu časovne kapsule se je že v začetku šolskega leta ob vsakoletnem kulturnem dnevu porodila učiteljici zgodovine Patriciji Haller. Učenci so potem napisali svojo vizijo za 2070 in tako se je začelo. Potem smo zbirali gradivo vse do maja, nekako strnili misli, kaj vse bi dali notri v kapsulo. V nepredušno zaprti kovinski posodi so tako mesto našli nekatere zanimive reči, fotografije in zapisi. Ja, jaz sem napisala, da sem se odločila za vpis na splošno gimnazijo in da me pri tem podpira vsa družina. Kaj pa ti? Mi smo pa skupaj še z 2 sošolkama smo napisali splošne podatke o naši šoli, občini Škalcem, Sloveniji, Evropi in Evropski uniji. Svoja zapisa sta prispevala tudi župan in ravnateljica šole, v kapsulo pa so dodali še kovanec v vrednosti kilograma kruha in seveda mobilni telefon. Napisal sem, da tehnologija ima že zdaj velike dosežke v naslednjih letih in ko bojo oni to odprli,
bojo povedali, kakšno smo imeli mi tehnologijo in pač oni bojo imeli že vse robote, pa da zelo dovršeno. Želeli smo nekako zajeti duh časa v upanju, da čez 200 let nekako to kapsulo odkrijejo in razmišljajo o tem, kako živimo mi danes, kot razmišljamo danes o tem, kako je živel Knoblehar pred 200 leti. Ne samo duh časa, v časovno kapsulo, katere simbolični ključ bodo hranili na občini, so zajeli tudi danes prepotreben duh optimizma. Samo dejanje zakop časovne kapsule kaže na ta optimizem, da pričakujemo, da jo bo nekdo našel, da bo bral naše zapise, ob tem razmišljal, kako smo takrat živeli in kaj smo počeli, kaj nam je bilo pomembno. Vsekakor je duh optimizma. Res je, ne vemo, kaj bo čez 200 let, ampak vsi upamo na najboljše. Najbrž bo zanimivo za tistega, ki bo našel takšno kapsulo, tako kot bodo najbrž za marsikoga zanimivi naši arhivski posnetki. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.